pozdravljeni in dobrodošli v zadnji briefing. Tu bomo se najprej lotili tiste teme, ki je verjetno najbolj pekoča in najbolj zanima vse navdušence Formule 1. Ta 3 kazenska mesta za Maxa Verstappena in kaj je bilo tu pravzaprav spornega. Spornega pravzaprav nič, le komisarji so se znova odločili proti načelom, katerih bi jih morali spoštovati. Namreč, če pogledamo kronološko, je šlo nekako takole. Najprej se je zgodilo, kar se je zgodilo na progi. Nato smo dobili izjavo FIA, katera je rekla, da v mikrosektorju naj bi Max Verstappen upočasnil vožnjo in zato ne bojo sprožili preiskave. Tako trdi Automotorsport, nemški vir, kateri naj bi bil zanesljiv, čeprav dostikrat posnema tudi kak trač. A vseeno, njim verjamem, imajo ljudi na progi. No, zgodilo se je to, da je Max Verstappen na to izrekel tisto, recimo temu neposrečeno izjavo, da pač on noge ni dvignil. Seveda ne spametno dejanje, ampak izven proge. Nato je prišlo do rahlega revolta, kot poročajo drugi viri, in komisarji so spremenili svojo odločitev, začeli so preiskavo, dobili Maxa Verstappena krivega in mu dosodili 3 mesta kazni. Seveda v njihovi pravici. Ni prvič, da so spremenili svojo odločitev za 180 stopinj. Iz situacije, ko so menili, da ni potrebna preiskava, v situacijo, ko so začeli preiskavo za eno in isto dejanje. In kje je tukaj polemika? Po mojem osebnem mnenju je ta. Namreč, sam ne gledam na to, kaj se dogaja ob progi, kakšne izjave kdo daja, kakšne so njegove prehranjevalne navade oziroma je kdo tetoviran ali ne. Mene briga to, kako se nekdo obnaša na progi. Od tistega trenutka, ko zapre vizir na čeladi, do onega trenutka, ko prečka ciljno črto. To je tisto, kar mene zanima. In če so komisarji ugotovili v prvem dejanju, da Max Verstappen ni prekršil pravilnika s njihovimi podatki, dostopnimi njim, ne nam, torej bi moralo tako ostati. Drugače jih ne rabimo, če jih lahko vsakdo z malce pritiska obrne za 180 stopinj. Bistvo ni, kaj je kdo rekel, bistvo je, kaj se je zgodilo na progi. In zato so oni tam. Ukolikor niso sposobni tega določiti, pač naj dobijo boljše. No, pojdimo sedaj na tisti zadnji briefing, tisto, kar nas zanima za dirko. Štartni razpored na začetku je seveda malce drugačen. Imamo oba Ferrarija v prvi vrsti, nato Hamiltona, Verstappena, nato Albola, kateri je imel enkratne kvalifikacije in mogoče Bottasa. Mogoče Bottasa pa zato, kajti njegov bolid je bil poškodovan, mogoče bi lahko prišlo tudi do kakšne menjave menjalnika, kar bi pomenilo dodatnih 5 mest po pravilniku. Nimamo še teh podatkov, videli bomo, a vseeno. To je štartni razpored, a podatki, ki jih imamo na razpolago, pravijo naslednje. Namreč, če pogledamo tisti ritem, ki so ga imeli bolidi na petkovih prostih treningih, vidimo, da so prvi 3 v bistvu skupaj. Imamo 1/10 razlike in vidimo, da to je izjemno malo, še posebej, če se spomnimo tistih prejšnjih dirk. V bistvu so vsi na enakem nivoju. Seveda, na enakem nivoju na krog, a treba je pogledati znotraj tega kroga, kdo ima kje prednost. In vidimo, če pogledamo tiste rezultate kvalifikacij, tiste sektorske čase, da sta bila oba voznika Scuderie Ferrari izjemno hitra v prvem sektorju, v drugem in tretjem niti toliko ne. Bili so boljši drugi, predvsem tisti za Red Bullom pa Mercedesom. Seveda, zelo zanimiv podatek, a moramo ga primerjati še z drugim, s končnimi hitrostmi. Če pa pogledamo končne hitrosti, vidimo, da je slika malce obratna. Naprimer, oba Ferrarija sta bila, kar se tiče končne hitrosti, najboljša na celem krogu. Kaj lahko iz tega sklepamo? Da seveda na tistih delih, kjer se bo dalo prehitevati, poenostavljeno povedano, kjer so ravnine, bo Ferrari presneto hiter v primerjavi s konkurenco. Tam, kjer so tisti ovinki, tisti bolj tehnični del, pa ne tako, a tam se ne da prehitevati. Podobno, kot sem nekako napovedoval, a sedaj potrjeno številkami. Če pogledamo še tisto drugo zadevo, ki nas seveda tudi zanima, je ta, da pneumatike bojo tu odigrale seveda ključno vlogo. Vemo, da prvih 6 bo začelo na tisti medium pneumatiki, kot smo videli na kvalifikacijah. A poglejmo še, kaj pravi Pirelli. No, pokazali so kot ponavadi 3 možne strategije. Tiste 2 najhitrejši z 2 postankoma, tisto tretjo malce počasnejšo pa samo z 1.
No, nisem prepričan, če bojo šli vsi na dva postanka, predvsem zaradi tega strateškega izbora, ampak vseeno. Pogledamo lahko, da tisti bolit, ki bo najboljši na tisti trši komponenti, to se pravi medium pa hard, bo v prednosti. To pa ne pomeni, da bo to naprimer Ferrari kot najhitrejši bolit v celotnem vikendu, kar smo videli po rezultatih, namreč dogaja se, da so tudi od trdote pnevmatike do trdote pnevmatike bolidi različno hitri. Naprimer, videli smo prav v Q2, da Mercedes na tisti medium pnevmatiki sploh ni bil tako počasen, kot smo si mislili. Seveda, ogromno zanimivih perspektiv, s katerimi gledati dirko, uravnotežen, bom rekel, položaj, kjer so razlike med bolidi, a na dolgi rok se vse pokrijejo, imamo izjemno izenačen boj, kar bo pomenilo, da bo prišlo tudi do tega, da bo potrebno gledati, kdaj se bo kdo ustavil in kako bo izbral strategijo, to se pravi enkratna napoved za dirko. Seveda, mi na strani Facebook se vidimo s komentarjem v živo 15 minut pred 8 uro zvečer, ko bom tudi obdelal tiste zadnje novice in vse zanimivosti, ki so se zgodile do tedaj. Medtem pa hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.